Stori drugim to, kar želiš, da bi drugi storili tebi. Veliko težav bi se rešilo, če bi se ljudje držali tega zlatega pravila. Poročila za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Ministrstvo za kulturo. Vsako leto smo v mesecu januarju in februarju podvrženi pisanju poročil našim največjim financerjem. Metodologija in pravila so čedalje strožja in bolj zahtevna. Vedno več je papirologije in administracije. Največji problem je vsekakor v tem, da so razpisi letni, zato vsako leto trepetamo pred sklepom o financiranju. Tudi naša moč soodločanja je vedno manjša in prepuščeni smo ocenjevalnim lestvicam in metodologiji, ki se je komisije pri financerjih vedno bolj držijo. Čedalje manj je subjektivnega manevrskega prostora. Dejstvo, da je za gluhe in naglušne med vsemi invalidi najslabše poskrbljeno, naše financerje ne prepriča. Konferenca o dostopnosti spletnih strani. Zveza že vrsto let uspešno prepričuje javne službe, naj prilagodijo svoje spletne strani tudi gluhim in naglušnim, in sicer v prilagojeni pisavi in v znakovnem jeziku. Nekaj državnih inštitucij se je že odzvalo. Med drugim Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Varuhinja človekovih pravic, Državna volilna komisija, Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z zvezo pripravilo e-upravo za gluhe in naglušne. Primere dobre prakse in dela zveze so prepoznali številni v državi, zato smo bili osebno povabljeni k aktivni udeležbi na konferenci o dostopnosti spletnih strani o prisotnosti mnogih predstavnikov države. Tone Petrič je sodeloval kot predavatelj na konferenci, Matjaž Juhart pa na okrogli mizi. Med številnimi gosti so bili prisotni tudi predsednik zveze Mladen Veršič, podpredsednica zveze Darja Pajk in predsednik Društva gluhih in naglušnih iz Nove Gorice Vladan Vukajlovič. Izobraževanje: kaj je dobro vedeti, če se srečamo z naglušnimi? To izobraževanje na zvezi je bilo namenjeno predvsem permanentnemu izobraževanju vseh, ki delamo in živimo z naglušnimi osebami. Če je gluhota težka in nevidna invalidnost, je zagotovo tudi naglušnost izredno zahtevna in premalo prepoznavna. Dostikrat ljudem stik z naglušno osebo povzroča notranjo stisko in nelagodje. Člani odbora naglušnih so zaznali potrebo, da posredujejo zanje, pridobljeno iz lastnih izkušenj in s profesionalnim delom. Gre za cikel usposabljanj, ki je priprava za večje dogodke na področju naglušnih ter hrupa, načrtovane v letošnjem letu. Pripravljeni materiali predavanj so bili posredovani v vsa društva in posameznikom ter bodo predstavljeni tudi na spletnih straneh zveze in ostalih naših medijih. Želja je vsekakor, da se doseže čim širši krog uporabnikov. Posvet zveze o pravicah gluhih in naglušnih v slovenski zakonodaji. Na zvezi smo organizirali posvet, ki so se ga udeležili predsedniki in sekretarji ter številni posamezniki iz društev. Opisali smo gradiva, ki so bila pripravljena za področje zakonodaje. Predstavili smo nabor socialnih transferjev, do katerih so upravičeni gluhi in naglušni, analizo pravice do telesne okvare,
analizo primerjav pravic in olajšav za gluhe in naglušne v primerjavi s slepimi in slabovidnimi, zbor pravic gluhih in naglušnih, prirejenih v slovenski znakovni jezik strani Finančne uprave Republike Slovenije, pravice gluhih in naglušnih, prirejene v slovenski znakovni jezik skozi e-upravo za gluhe in naglušne, ter zbor pravic gluhih in naglušnih v slovenski zakonodaji do leta 2008. Vsi ti temeljni dokumenti, poleg Konvencije Organizacije združenih narodov ter ostalih zakonskih podlag, so bili priprava za temeljni pregled in akt dokumenta Delo na področju zakonodaje Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 2005 do 2014. Ta zadnji dokument je strateške narave in opravi z evalvacijo dela, izpostavi trenutno aktualne odprte zadeve ter strateške usmeritve za naprej. Na posvetu je bilo poročano, da je bilo od prvotnih 40 ciljev na področju zakonodaje iz leta 2009 delno ali v celoti realiziranih 35 ciljev. Na tokratnem posvetu smo ponovno izpostavili še nerealizirane potrebe in strateški načrt za realizacijo le-teh. Posvet je izpostavil naslednje strateške usmeritve, in sicer: denarno nadomestilo za invalidnost zaradi okvare sluha, dodatek za pomoč in postrežbo, zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. 100-odstotna telesna okvara, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Rehabilitacija, Ministrstvo za zdravje. Slušni aparat, boljši standard, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, osebna asistenca, skrb za starejše. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Brezplačna RTV naročnina za gluhe in naglušne. Zaposlovanje gluhih in naglušnih. Izobraževanje gluhih in naglušnih, vse oblike in ravni. Pozitivni učinki evalvacije državne skrbi za invalide. Poleg splošnih zakonskih podlag smo v drugem delu posveta prisluhnili magistru Cvetu Uršiču, ki je poleg splošnega orisa zakonodaje posvetil posebno pozornost telesni okvari in invalidnini. Pripravili smo tudi prve zametke strateškega plana, ki pa ga bo dokončno potrdil tudi upravni odbor Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Posvet je bil izredno koristen, saj smo na podlagi potreb uporabnikov začrtali novo obdobje na področju zakonodaje za gluhe in naglušne. Nova pridobitev Centra za razvoj slovenskega znakovnega jezika, slikovni slovarji slovenskega znakovnega jezika. Dobro sodelovanje med Zvezo in Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana je z novim letom prineslo prenos vseh avtorskih pravic za slikovne slovarje iz Zavoda na Zvezo. Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika ima sedaj pod svojim okriljem vso razpoložljivo literaturo na področju slovenskega znakovnega jezika in spodbuja vse ostale sodelavce in raziskovalce, naj se povežejo pod eno streho in nadaljujejo plodno sodelovanje ter delo na področju razvoja znakovnega jezika. V načrtu je še kar nekaj konkretnih korakov na tem področju,
in vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružijo in svoje znanje ter izkušnje delijo skupaj z nami. Novost, ki v kratkem prihaja, je posebno usposabljanje gluhih izvajalcev tečajev slovenskega znakovnega jezika, ki bodo tako postali še boljši. Sestanek vodij kulturnih sekcij društev. Na zvezi je bil sklican sestanek kulture, kjer so pregledali poročilo realizacije za leto 2014 ter si zadali okvirni izvedbeni načrt za leto 2015. Osrednji dogodek bo vsekakor Mednarodni dan gluhih, ki bo letos septembra v organizaciji Društva gluhih in naglušnih Koper. Poleg tega pa se planirajo različni festivali, delavnice in seminarji. Sekretariat Športne zveze gluhih. Sklicana je bila seja sekretariata Športne zveze gluhih, kjer smo sprejeli smernice dela za leto 2015 glede na finančno konstrukcijo Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite in sklepa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2015. Letos je rekordno veliko mednarodnega športa gluhih, kar predstavlja velik organizacijski pritisk, pa tudi pritisk na finančna sredstva, ki so vsako leto bolj omejena. Zimske olimpijske igre gluhih, svetovna in evropska prvenstva gluhih v košarki, bowlingu, atletiki, tenisu ter mednarodni teniški turnir v Sloveniji so le nekateri od planiranih. O dokončni udeležbi in potrditvi se morajo, seveda, vse stvari uskladiti. Od pripravljenosti tekmovalcev, trenerjev, vodstva ter samih financ je odvisna dokončna potrditev udeležb na tekmovanjih. Prenovljena spletna stran Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Prenovljena spletna stran zveze vsebuje vse aktualne in sveže informacije, tako da si lahko več informacij preberete tudi na tem mediju.